Že mnogo decembrov smo se na začetku meseca srečevali na odprtju razstave zmagovalnih plakatov, s katerimi so mladi znanstveniki ljubljanskega področja vsako leto znova nadgradili in obogatili svoje raziskovalne naloge. Ogledali smo si lahko tudi plakate vedno novih, zagnanih mentorjev mladih raziskovalcev. Številne zanimive plakate torej, ki so postali pravi mali oblikovalski vrhunci. To jim je že zdavnaj priznal dolgoletni sopotnik, prijatelj in spodbujevalec mladinske raziskovalne dejavnosti na ljubljanskem področju, strokovnjak gospod dr. Peter Krečič, ki je bistveno pripomogel, da se je raven oblikovanja vizualnih plakatov v Ljubljani dvignila na tako zavidljiv nivo. Tudi letos so mladi raziskovalci v 33. projektu Znanost v mladini izdelali številne zelo zanimive plakate, ki vam jih želimo pokazati. Zakaj človek leti? Zakaj polž molči? Zakaj veter piha? Zakaj temperatura niha? Zakaj na znanih planetih zraka ni? Zakaj se Zemlja vrti? Večno obstajal bo neki zakaj. Večno obstajal bo neki vprašaj. Vedno obstajal bo človeški značaj, ki želel spraševati se bo, zakaj? Naj le obstaja ta zakaj. Naj le obstaja ta vprašaj. Saj vrata v mladinsko raziskovanje odpirata na stežaj. Tako odpira prakse v mladinski raziskovalni raj. Letos se maja raziskovalci in njihovi mentorji niso mogli že tradicionalno srečati z našim gospodom županom, ki že vsa leta svojega županovanja, ne samo iz mestne hiše oddaleč, ampak tudi od blizu, prav med nami, iz vsega srca, podpira mladinsko raziskovalno dejavnost v Ljubljani. Ni ga nagrajenega mladega raziskovalca, ki mu ne bi segel v roko. Zato smo mu seveda iskreno hvaležni. V imenu vseh mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev in staršev, ravnateljev in ravnateljic ljubljanskih osnovnih šol in tudi v imenu organizatorja osnovne šole Richarda Jakopiča, gospod župan najlepšega mesta na svetu, res iskrena hvala. Vedno znova nam omogočate, da mladi in njihovi mentorji lahko raziskujemo ter na to širši javnosti predstavljamo naše ugotovitve in dosežke. Prav tako kot mentorji nam vedno stojite ob strani in s tem potrjujete in še povečujete pomen in vrednost našega raziskovalnega dela za mestno občino Ljubljana. Hvaležni smo, da vas imamo. Za organizacijo in izvedbo projekta mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani Zaupajmo v lastno ustvarjalnost
že veliko let skrbi osnovna šola Richarda Jakopiča. Verjamemo in upamo, da smo Jakopičevci vsaj malo pripomogli, da se je projekt v naši občini tako uveljavil. Naša šola namreč ne le skrbi za organizacijo, pravzaprav vsako leto bolj in bolj živi s projektom Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, saj so dejavnosti v zvezi z njim vpletene v naše vsakoletno šolsko delo večine zaposlenih in tudi učencev. Nekaj besed nam bo spregovorila ravnateljica, gospa Dobrila Lazovič. Drage mlade raziskovalke, dragi raziskovalci, spoštovani mentorji in somentorji, recenzenti, ravnateljice in ravnatelji, cenjeni gospod župan Zoran Janković, lepo pozdravljeni. Leto je naokoli in znova smo skupaj. Čeprav je letos res posebno leto, tako posebno, da ne bo le dolgo ostalo v naši zavesti, ampak je leto, o katerem se že veliko govori in piše. Pisala pa ga bo prav gotovo tudi zgodovina. V poplavi redko dobrih novic, manj pozitivnih in vzpodbudnih besed, si bolj kot kadarkoli doslej želimo, da ti časi čim prej minejo in da bo kmalu zopet tako, kot je bilo še nedolgo tega nazaj. Nihče med nami si ne želi biti pozitiven, seveda na COVID-19. Zagotovo pa je pozitivno v vsej tej situaciji vsaj to, da bo v prihodnje velik izziv mladim raziskovalcem. Naš projekt Zaupajmo v lastno ustvarjalnost je v svojih 33 letih navdihnil mnogo mladih, da so vstopili v svet znanosti. Danes prav ti v nas budijo upanje, saj vlagajo svoje znanje v dobrobit vseh nas. In ravno zaradi tega se vam danes oglašam z nasmeškom na obrazu. Res je, da se ne moremo srečati, si pogledati v oči, se drug drugemu nasmehniti in stisniti roke. A dragi moji, tukaj smo. Sicer v nenavadnih razmerah, a izpeljali smo vse, kar smo si zadali. Odpadale so športne in kulturne prireditve. Odpadle so olimpijske igre, kulturne prireditve, kot so festivali, koncerti in še mnoga druga srečanja. A projekt Zaupajmo v lastno ustvarjalnost je živel in še živi dalje. Vse je potekalo drugače, a nismo obupali. Z veliko vneme, poguma, želje in raziskovalne žilice smo izpeljali vse segmente projekta, razen enega. To je naša zaključna prireditev, za katero vem, da smo se jo vsi zelo veselili in da jo kar zelo pogrešamo. A danes tukaj vam obljubljamo, da bo naslednja še boljša, še bolj spektakularna in zanimiva. Vsem skupaj se še enkrat iskreno zahvaljujem za vztrajno delo, s katerim ste dokazali, da ste mladi raziskovalci Ljubljane nekaj posebnega, da se ne date. Hvala tudi vsem mojim sodelavkam in sodelavcem, ki so kljub drugačnosti in nemalokrat mnogo težjim pogojem dela uspeli, vztrajali in s polno vnemo izpeljali organizacijo in izvedbo vseh dejavnosti tega našega projekta. Hvala, ker tudi v najtežjih situacijah ni zmanjkalo idej in dobre volje. Posebej hvaležna pa sem vam, gospod župan. Hvala za vso podporo in zaupanje. Hvala za vse, kar vam je izrekla že naša učenka Tara. Še posebej pa bi se vam rada kot ravnateljica zahvalila za vso pomoč, podporo, spodbudo našim otrokom, našim učencem in mojim kolegom. Vse vaše prijazne besede nam veliko pomenijo. Dragi moji šolarje v Richardu Jakopiču, draga ravnateljica, gospa Dobrila Lazovič, učitelji, učiteljice. Ne samo, da raste prizidek šole, izjemno lep je videti in že sam se veselim nove telovadnice. Vas moram pohvaliti za vaš projekt Zaupajmo v lastno ustvarjalnost in letos mi res manjka tisto druženje, ko predstavimo najboljše projekte. Ampak naj bo to posvetilo vam namenjeno,
tistim, ki ste projekt izpeljali, čestitam za dobro izbiro projekta. Žal letos ne bo tistega potovanja za nagrado, ampak važno je, da delamo, da ustvarjamo, da verjamemo vase. Vi najmlajši pa iskrene čestitke za vse dobre projekte. Srečno, Richard Jakopič. Hvala, gospod župan. Najlepše pa se zahvaljujem tudi ekipi na Mestni občini Ljubljana z gospo Marijo Fabčič na čelu, ki nam vedno stoji ob strani in nam pomaga. Na koncu pa naj vas povabim, da si ogledate plakate, ki so tudi tokrat razstavljeni v Mestni hiši. Ostanite zdravi in verjemite, kmalu se srečamo. Od 7 do 1, od 7 do 1, ideje skoraj nobene, raziskovanje sploh za mene. Od 7 do 1, od 7 do 1, raziskovanje možgane mi požene. Na knjige sem sključen, na splet sem priključen. Od 7 do 1 in še čez. Mogoče pa na vdih. Čaki, vdih, da je sploh nisem več tok zmeden, postal raziskovalc, bom zgleden. Od 7 do 1, od 7 do 1, do 10 od 2, delo, zabava, navdušenje, uspeh. Ankete, grafi, tabele, računalnikove slike. V mojih očeh od vesela gre mi kar na smeh. Raziskava možoje možgane zdaj žene. Od 7 do 1, do 10 od 2, o njej se sanja mi tu temnih nočeh. Pa, zanj sem se pred medrco postavil. Pa sem se raziskovanja bal. Dolg časa sem se bal. Zdaj pa v svoj prosti čas raziskovalno bi dal. Od 7 do 1, od 7 do 1, raziskovalni nemir me k delu žene. Do 10 od 2, znanstveni pogled v mojih očeh. Ker del moj pravočasen je končan, občutek zadovoljstva je res močan. Sam še za dodatek poskrbim, spravim, navdihom super plakat naredim. Vsi mladi raziskovalci si vsako leto znova zaslužijo naše občudovanje in spoštovanje. Koliko ur so vložili v svoje raziskovanje? Prav vedno dokazujejo, da mnoge mlade zanima marsikaj. Ponosni smo na njihovo delo in jim hvaležni, da nam pri predstavitvah svojih raziskovalnih nalog prikažejo vedno nove in nove zanimivosti. Njihovo raziskovanje, še bolj pa izdelava plakatov, sta bili letos na posebni preizkušnji, saj smo se marca in aprila prvič spopadli s povsem drugačnimi pogoji dela, ki so bili posledica preprečevanja okužb s COVID-19. To je poskušalo prekiniti tudi delo naših raziskovalcev ter predstavitev njihovih dosežkov in izsledkov. A se mladi niso dali. Prilagodili so se že, niso pa odnehali. Še bolj so se povezali, sodelovali in raziskovanje ni zamrlo. Nadaljevali so svoje delo, četudi s pogovori, dogovori, usklajevanjem na daljavo, zaprti med 4 stene svojih domov. Tako je kljub za raziskovanje težkim in neprijaznim časom letos 200 osnovnošolskih raziskovalcev pod vodstvom 72 mentorjev ustvarilo 128 raziskovalnih nalog. 141 srednješolskih raziskovalcev
je pri delu vodilo 58 mentorjev in 26 somentorjev. Njihov rezultat pa je 91 raziskovalnih nalog. Osnovnošolski mladi strokovnjaki prihajajo iz 35 šol, srednješolski pa iz 19. Ob vseh težavah so mladi znanstveniki in nadebudni oblikovalci naredili tudi številne plakate. Najboljše si lahko od ponedeljka 16. novembra do sobote 5. decembra 2020 ogledate na stenah okoli sebe v prelepem okolju zgodovinskega atrija mestne hiše. Verjamemo, da vam bodo všeč. Čeprav današnji časi marsičemu niso naklonjeni, iskreno verjamemo, da mladinsko raziskovanje v mestni občini Ljubljana ne bo izgubilo svojega poleta. Ostalo bo, se širilo, saj prav raziskovanje vedno znova prižiga luč na koncu tunela. Raziskava, vanjo držijo vrata neverjetne domišljije. Rezultati njeni so večkrat na meji čarovnije. V njej ideje mladih dobijo prosta krila. V njej se čuti nadarjenih raziskovalna sila. Igrivo, vznemirljivo je izdelovanje, čudežno, zanimivo raziskovanje. Naj čas neprijetnih ukrepov zaradi korone za vse nas kar najhitreje zavedno utone. Saj če zapremo vrata mladih domišljije in izgubimo ključe raziskovalne čarovnije, čarobni čas raziskovanja mine. Naj zlati bo prh neskončne domišljije, ne izgubi v teh časih svoje pozitivne energije. Usmerimo mlade v znanstveno raziskovanje, saj takšno delo je jadro za življenjske sanje. Mislim, da povedano ne potrebuje nobene dopolnitve. Poglejte si naše plakate in upajte in zaupajte mladim in manj mladim raziskovalcem. Raziskovanje in dosežki raziskav rešujejo svet.